Pozdravljeni v oddaji Tema tedna. V današnji oddaji se bomo poglobili v temo, ki je vse bolj prisotna v našem vsakdanu, in to je osamljenost. Raziskali bomo njene različne vidike, vplive na posameznika in tudi družbo ter možnosti za premagovanje tega izziva. Poglejmo. Eden od 5 odraslih v Sloveniji je kadilcev. To pomeni, da približno 277 tisoč prebivalcev Slovenije, starih med 25 in 74 let, kadi. Že dolgo je znano, da to zelo škoduje človekovemu zdravju. Je razlog za različne vrste bolezni in zdravstvene težave. A najnovejše raziskave kažejo, da je prav tako nevarno kot kajenje tudi osamljenost. Družbena izolacija je na dolgi rok ravno tako škodljiva kot 15 cigaret na dan ali celo alkoholizem. Delež osamljenih ljudi se od države do države, pa tudi na primer med različnimi starostnimi skupinami razlikuje. Ampak recimo ena bolj aktualnejših študij, pravzaprav prva taka obširna evropska študija iz leta 2022, je pokazala, da so ljudje v času tiste raziskave poročali, pravzaprav 13% ljudi je poročalo, da so se v zadnjih 4 tednih počutili osamljene, medtem ko je tam približno 35% ljudi poročalo, da so se vsaj enkrat v življenju počutili osamljene. Ampak kot pravim, podatki se razlikujejo, nekatere številke pravijo, da je ta delež pravzaprav še višji. Osamljenost najbolj prizadene starejše osebe, ki jih ovira telesno zdravje in imajo večje tveganje za izgubo bližnjih oseb. Prav tako so izpostavljeni mladostniki, ki so v obdobju iskanja samega sebe in svojega prostora pod soncem. Posledično lahko čutijo, da ne pripadajo nobeni skupini, kar lahko poveča tveganje za doživljanje osamljenosti. Tudi pri osebah, ki imajo kronična obolenja, težave v duševnem ali telesnem zdravju, se lahko krepi občutek, da so odrinjeni ali da jih drugi ne sprejemajo, kar spet lahko povečuje tveganje za občutek osamljenosti. Osamljenost med ljudmi je pogosta, po podatkih se veča. Svetovna znanstvena organizacija pravi, da je vsak 4. starostnik podvržen osamljenosti. In 5 do 15% mladostnikov prav tako na neki svetovni globalni ravni trpi za osamljenostjo. Zdaj, če pogledamo tudi najbolj obširno raziskavo, ki je bila izdelana prav na to temo, prav na temo osamljenosti iz leta 2018, pravi, da mladi in starejši, tle se pojavlja največja stiska iz tega področja, se pravi, vsaj 40% mladih, starih med 15 in 24 let, je sporočilo, da se počuti osamljenih. 40% je kar velik odstotek na vzorcu 55 tisočih ljudi in 27% starejših prav tako občuti osamljenost. Zdaj pa, če gremo gledat naše raziskave, recimo omenila bi raziskavo Mladina 2020. To je raziskava, kjer so povpraševali tudi po osamljenosti med mladimi, osredotoča se samo na mlade med 15 in 25 letom starosti, in ugotovili so, da v razmaku, se pravi med letom 2020 in 2010, ko je bila njihova zadnja raziskava na to temo narejena, se je povečal občutek osamljenosti, se pravi mladih, ki začutijo osamljenost kot problem, za 75%. Sigurno pa, tako kot sem rekla, bolj tipično to pri mlajših, malo je lahko povezano čistim časom, torej, če gledamo pač ta zeitgeist na nek način, v katerem pač živimo, po drugi strani pa tudi lahko povezano čisto z razvojem posameznikove identitete, ker se v bistvu mi sami sebe pač bolj iščemo, torej tudi nam se težje vklapljati v ene stike, mi prav dobro ne vemo pač, kdo smo, in se tudi lahko skozi kontakte z drugimi še pač bolj iščemo, ne, tudi sami sebe, ne samo v teh zunanjih kontaktov, ne.
Poleg tega je tudi recimo to obdobje adolescence, zgodnje odraslosti, tudi obdobje, ko nam v bistvu ti socialni stiki širši, kot recimo z svojimi sovrstniki največ pomenijo, ne, ker recimo v srednji odraslosti gremo bolj v te partnerske navezave, ki so nam ključne, tukaj pa v bistvu iščemo svojo identiteto tudi skozi to socialno pripadnost, bolj kot kasneje in tudi torej lahko čisto iz tega obdobja, v katerem živimo, po drugi strani iz tega razvojnega obdobja. Se pa vseeno kaže, recimo, ja, da zdaj to neko življenjsko področje, kjer je bolj prevalentno kot recimo pač včasih, ne, bolj izpostavljeno kot del enih drugih širših duševnih problemov, kot pa recimo bilo včasih. Nekatere študije pravijo, da ni razlik med deležem osamljenih ljudi nekoč in danes, medtem ko druge aktualne študije zadnjih 5 do 10 let kažejo, da naj bi se delež osamljenih ljudi povečeval. Raziskave kažejo, da ja. Tako kot sem rekla, v bistvu tudi se to bolj izpostavlja. Recimo tudi zdaj, ko pridejo po pomoč, je to en vidik življenja, ki se ga pogosteje izpostavlja kot pa prej. Tako da zdi se, da ja. Morda pa tudi, da smo samo bolj ozaveščeni pač o tem pojmu in o tem, kaj želimo, pa da tudi zaradi tega več govorimo o tem. Tako da je težko prav eksaktno reči, ampak zdi se, da ja. Poznamo več dejavnikov, ki vplivajo na občutenje osamljenosti. Razlogov je več. Zdaj, če se osredotočamo na mlade, lahko rečemo, da je digitalna tehnologija naredila svoje. Pa ne bi rekla, da je digitalna tehnologija slaba. Ukolikor se jo uravnovešeno uporablja, se pravi, da so stiki tako negovani na podlagi tega, da grejo ven, da se skupaj družijo, da razvijajo svoje veščine komuniciranja, razreševanja nekih sporov in da to obstaja, je tudi bolj potrebno na drugi strani digitalno tehnologijo koristiti, ki je dobra, v neki zdravi meri. Tehnološki razvoj pa je, kljub temu, da omogoča vzdrževanje stikov z ljudmi, ki so od nas oddaljeni, prinesel tudi nezadovoljstvo nekaterih s takšnim načinom komuniciranja. Marsikomu vzpostavljanje in vzdrževanje odnosov, ki temeljijo pretežno na novih tehnologijah, ni ustrezno in se jim odnosi tako ne zdijo pristni in kakovostni. Raziskave so v bistvu zelo dvojne v tej smeri, ne? Da po eni strani olajšujejo v bistvu osamljenost, torej dajo ta lažen občutek neke pač družbe in prijateljstva in tako naprej in da potem v bistvu lahko povečujejo ta občutek osamljenosti, tiste druge variante, ki smo na začetku govorili, torej recimo, da imam družbo, pa se kljub temu počutim pač osamljeno. Ene raziskave pa kažejo, sploh recimo za to generacijo Z, da se pa marsikdo pa čuti povezan tudi skozi te socialne medije. Tako da mislim, da moramo zelo individualno pač jemati. In da vsekakor je pač fajn, da imamo tudi osebne stike, ampak po drugi strani pa, da smo vsi različni. Ne, in da je morda tudi kdaj lažje kaj osebnega skomunicirati, pa biti slišan, recimo preko tudi takih socialnih omrežij. Tudi recimo, ne vem, od kakšnih mojih pacientov pa tako naprej, da jim bil kakšen tak kontakt, pa tolažba recimo strani socialnih ljudi, ki so na socialnem omrežju, zelo pomembna v nekem trenutku in da so se tudi skozi to recimo čutili slišani. Pa da ne še nekdo drugi recimo podeli tem kakšno sorodno izkušnjo in tako. In lahko na nek način ta socialna omrežja funkcionirajo tako kot neke skupine za samo pomoč tudi konec koncev. Na mlade in sploh vse ljudi je vplivalo tudi obdobje pandemije COVID-19, ki je zaradi zapiranj in drugih ukrepov narekoval spremembo načina življenja. Po drugi strani imamo starejše, prav tako, zdaj, če pogledamo, nekoč je veljalo, da naj bi družine živele skupaj, v skupnih stanovanjih, hiših, se pravi medgeneracijsko sodelovanje, življenje. Zdaj pa nekako se bolj spodbuje k osamosvajanju, čim prej oditi od doma, ne? Po drugi strani pa lih to tudi povzroča stiske mladih, kje so stanovanja, pomanjkanje neke gotovosti pri zaposlitvi, pri nekem finančnem osamosvajanju. Poznamo več vrst osamljenosti, in sicer socialno, čustveno in eksistencialno osamljenost. Socialna osamljenost izvira iz pomanjkanja medosebnih odnosov, pogosto zaradi družbene izolacije.
Nastopi, če se ne počutimo povezane s svojo družino ali prijatelji ali pa družbene mreže sploh nimamo. Čustvena osamljenost izvira iz pomanjkanja kvalitetnih družbenih odnosov. Pomembna razlika s socialno osamljenostjo je, da tukaj ne gre za fizično izolacijo, temveč za občutek, da nam manjka oseba, s katero bi lahko delili svoja čustva, misli in izkušnje. Eksistencialna osamljenost se lahko pojavi, ko posameznik razmišlja o svojem mestu v svetu, smislu svojega življenja, o smrti in o drugih večjih vprašanjih svojega obstoja. Ni nujno povezana z izoliranostjo, temveč z notranjim občutkom neizogibne samote, ki izvira iz globokih eksistencialnih vprašanj. Ne smemo pa zamenjati pojma osamljenosti in samote. Mogoče bi tu poudarila, da sta povezana pojma, ampak hkrati pa je pomembna razlika. Pri samoti gre namreč za objektivno stanje, se pravi, da smo fizično ločeni od druge osebe, da čas preživljamo sami. To tudi ni nujno negativno, ta čas nam v bistvu lahko pomaga, da spoznavamo sami sebe, da izkoristimo čas za tiste stvari, ki so nam v interesu, naprimer beremo, se ukvarjamo z nekimi interesnimi aktivnostmi ali pa si preprosto vzamemo čas za počitek. Medtem ko pri osamljenosti pa gre ravno za to, da je vključena tudi ta negativna komponenta in da gre za neko lastno doživljanje. Se pravi to, kako mi osebno ocenjujemo naše odnose z drugimi ljudmi. In kot sem rekla, gre za negativno komponento, kar pomeni, da je naša ocena vedno negativna. Se pravi, nismo zadovoljni s tem, ali kako velika je naša socialna mreža, se pravi, naprimer, koliko prijateljev imamo, želeli bi si več, ali pa nismo zadovoljni s tem, kakšni so ti odnosi. Se pravi, tudi če imamo zadostno število prijateljev, torej da mi ocenjujemo, da imamo dovolj prijateljev, pa ni nujno, da se nam zdi, da smo z njimi zadosti tesno povezani. Se pravi, obstaja ta razlika med tem, kaj si želimo in tem, kakšno je dejansko stanje. Kaj pa je ta razlika? Se pravi, ko človek osamljen ima ta občutek, slab občutek, tako počuti se praznega in to boli. Medtem ko pa biti sami pa lahko pozitiven občutek, ki daje človeku zadovoljstvo in ga polni. Osamljenost se lahko spremeni tudi v telesno bolezen. Zaradi dlje trajajočega občutka osamljenosti se lahko razvijeta depresija in anksioznost, prav tako pa občutek lahko pri osebah sproži nespečnost ali stres, ki imata prav tako posledice na zdravje. Dejansko raziskave vedno znova potrjujejo in tu so vsi enotne, da je osamljenost predstavlja veliko tveganje za številne težave, tako na področju telesnega kot duševnega zdravja. Recimo, povečuje tveganje za srčno-žilne bolezni, naprimer možgansko kap, povišan krvni pritisk, potem slabši imunski sistem, povezuje se tudi recimo s prehranjevalnimi navadami, s telesno aktivnostjo, se pravi, da osamljena oseba morda nima toliko motivacije se nekako zdravo prehranjevati ali pa optimalno prehranjevati ali pa se telesno nekako aktivirati, kar nadalje povečuje recimo tveganje med drugim tudi za razvoj sladkorne bolezni tipa 2. Potem na področju duševnega zdravja pa recimo je povezana oziroma lahko povečuje med drugim tveganje tudi za doživljanje anksioznosti, depresije, tudi samomorilnih misli. Pri starejših pa se opaža tudi povezano s kognitivnim upadom in pa naprimer demenco. Kar pa nam v bistvu taki pomanjkljivi socialni stiki sigurno pustijo, pa je ena taka zmanjšana samozavest. Ne pa v bistvu slabša samopodoba, manjša sigurnost vase,
tudi lahko manjša samoiniciativnost, zaradi tega je pa lahko včasih težava, da se zaciklimo v en pač tak krog, recimo, ker nima samozavesti, ne zaupam vase, ne verjamem, da sem pač lahko relevantna za kogarkoli, potem iščem manj stikov. In ker iščem manj stikov, potem sem tudi recimo lahko bolj osamljena. Ali pa tudi, če recimo vstopim v kakšen stik, v kakšen kontakt, si ne bom morda upala to k sebi izraziti. Ne? In potem, ker ne upam sebe izraziti, ne upam spregovoriti, ne upam biti samoiniciativna in pa spet ne bom dobila pravega odziva v bistvu nase pa na to, kdo sem. Tako da je v bistvu lahko pač širše pa bolj kompleksno vse skupaj pač povezano. Ni pa pomembno samo pač to, da se zgodi, ampak kaj potem s tem naredimo. Ne, ali govorijo o depresiji, govorijo samo izključno o osamljenosti, ali o osamljenosti povezani z depresijo, anksioznostjo, ampak torej, kaj s tem občutkom potem naredim. Osamljenost pa lahko v primerih, ko se z njo lahko spopademo in jo premagamo, pri človeku pusti tudi pozitivne posledice. Razvijaš boljšo empatijo, da se v bistvu bolj zavedaš drugih, da se bolj zavedaš težav tudi drugih ljudi, da bolj spoznaš sebe konec skozi to, kaj bolj rabiš, recimo, kaj manj, kje postaviš ene meje in zase in do drugih ljudi. Tako da so lahko tudi recimo neke čisto pozitivne posledice te smeri osebnostnega razvoja skozi to, karkoli doživimo in karkoli se nas dotakne. Vključenost posameznikov v družbo in imetje socialne mreže je izrednega pomena za duševno in telesno zdravje. Ljudje smo socialna bitja, tako da vključenost v socialno mrežo je izjemno pomembna. Daje nam nekako čustveno oporo, recimo, ko se znajdemo v nekih težkih situacijah ali pa ko smo pod stresom, nam daje tisto neko oporo, da se lažje soočamo s tem. Ali pa nam čisto nudi socialna mreža lahko neko pomoč ali pa druge vrste podporo, recimo čisto v obliki materialne pomoči ali pa tudi pomoč pri nekih vsakdanjih opravilih ali pa potem tudi nam daje seveda občutek pripadnosti, kar je izjemno pomembno, se lahko varuje pred razvojem osamljenosti. Ključno je, da razvijamo programe, ki so ciljno usmerjeni za določene populacije ljudi, pa ne da so ločeni po starostnih skupinah. Lahko so tudi programi, kot jih imamo recimo Medgeneracijski center Morje, imamo center za starejše v Kopru, ki prav tako nudi določene prostočasne aktivnosti. Pomembno je, da so te aktivnosti ciljno usmerjene v to, kar potrebujejo ljudje, ne? In da sledimo tudi strategijam, ki so napisane tako na nacionalni kot na svetovni ravni. Se pa veliko več poudarka zdaj daje prav na teh strategijah, ki naj bi tudi prišle, določene so že na svetovni ravni napisane, kako izboljšati te programe v skupnosti. Ne smemo pa pozabiti tudi na neke odročne kraje, na ljudi, ki imajo posebne potrebe, ne smemo pozabiti na marginalizirane skupine. Skratka, da so ciljno usmerjeni v lokalni skupnosti, se pravi dostopni posamezniku in narejeni za različne potrebe ljudi. Tako po mojih izkušnjah, kar je zelo relevantno, je, da skozi neke take težave ali pa stvari, ki jih zaznamo pri sebi, sprejmemo sebe. Recimo, kar zaznavamo je, da si ljudje, ki so introvertni, želijo biti ekstravertni. Jaz bi tudi rad bil tako, kot v mojem sošolcu, je en center vse družbe, pa ga vsi sprejemajo, pa je zabaven za vse. Jaz sem pa vedno tam zadnji odmaknjen, pa na rodni komunikaciji, pa marsikaj ne vem, kaj bi rekel. In da v bistvu, da sprejmemo, da ima vsak vidik osebnosti svoje pluse, pa svoje minuse. In da začnemo razumeti sebe in delati skozi to, kdor pa smo. Tako da tudi introverti lahko zelo zanimivi v družbi. Marsikdaj ravno pač obratno, torej, da bo imel bolj poglobljene neke ideje, razmišljanje in tako naprej in bo lahko v drugi vidik vstopil pač v družbo kot pa recimo ekstravertni. Da se ravno tako lahko nekdo, ki je ekstravertno, počuti v bistvu osamljenega, kljub temu, da ima lahko zelo veliko ljudi okrog sebe. Če zaradi občutkov osamljenosti postanemo nefunkcionalni, je dobro, da se obrnemo na strokovno pomoč. Pomembno pa je tudi, da si pomoč poiščemo, preden postane prehudo.
Ni nujno, da res čakamo na nekaj težjega, ne. Potem, če je na nekaj težjega, potem recimo se lahko bolj obrnemo na recimo psihiatre, ki so tudi v našem centru za duševno zdravje, ali pa recimo, če je nekaj blažjega, smo potem še v bistvu ostali, kjer lahko pomagamo, to recimo psihologi, klinični psihologi, lahko delovna terapevtka, socialna delavka, tudi recimo diplomirana medicinska sestra, kjer tudi učijo lahko žene komunikacije, sproščanja in tako naprej. Tako da imamo potem pač porazdeljeno, odvisno od globine težav, kdo recimo nam lahko pomaga. Ampak v principu je fajn, da se čim prej obrnemo po strokovno pomoč, nikoli nam ne bo škodilo. Posamezniki pa si lahko pri lajšanju občutkov osamljenosti lahko pomagajo tudi sami. Obstajajo različni načini, različni viri, kako si lahko osamljene osebe pomagajo. Važno je, da najdejo tiste aktivnosti, v katerih se nekako dobro počutijo. Recimo nekomu lahko pomaga pogovor, torej, da spet začutijo to neko povezanost, drugim lahko pomagajo neke skupne aktivnosti, naprimer športne aktivnosti ali pa recimo umetnost, prostovoljstvo, ne, torej izvajanje, sodelovanje v skupnih aktivnosti, ki olajšajo vzpostavljanje, vzdrževanje stikov, ali pa recimo tudi pogovor s strokovnjakom z področja duševnega zdravja lahko pomaga, da nekako lažje razumemo, zakaj pride do osamljenosti, kako prepoznati, kadar se povečuje nekako tveganje za osamljenost in potem tudi, kako si lahko pomagamo. Pomembno je, da ljudje oziroma da posameznik poišče pri sebi, kaj rad dela, s čim se rad ukvarja, in da si aktivnosti na takšen način izbere, kjer je možno skupno udejstvovanje pri recimo skupinski športi, družabne aktivnosti. Pri tako mladih kot starejših se spodbuja prostovoljstvo, da se vključi v prostovoljstvo. Tle v Kopru imamo pisarno slovenske filantropije, kjer posameznik lahko pristopi in se odloči, da bo nekaj na bazi prostovoljstva prispeval v skupnost. To tudi širi neke socialne mreže, da se udeležuje dogodkov, javnih dogodkov. S tem, da to govorimo o posameznikih oziroma o skupini ljudi, ko še lahko nima tako velikih zdravstvenih težav in je še operabilen, se pravi, gre še lahko ven in se vključi v družbo. Če imamo recimo kogarkoli v družini, je recimo fajn, da zaupamo kakršnemu socialnemu kontaktu, ki imamo. Lahko, tako kot ste rekla, recimo poskušamo na kakšnih socialnih omrežjih, lahko poiščemo kakšne skupine recimo za samo pomoč, kakšne forume, ne, tako da pač poiščemo recimo mrežo, ki obstaja pač v družbi. Tako da fajn je kakorkoli se probati odpirati. Ne, ponavadi se nam zdijo, ne vem, naše težave nekaj malo posebnega ali pa morda ne večje, kot jih imajo drugi, sploh težje morda takoj pač pokažemo, da imamo kakšne težave, in če smo prej govorili o socialnih medijih, je da je socialnih medijev pogosto tudi to, da se ljudje kažejo v lepši luči, kot pa v resnici je njihovo življenje in pač njihovo počutje. Tako da ravno iz tega vidika potem pač pomembno, da spregovorimo, kako se mi počutimo, in potem vidimo, da je marsikdaj ravno ta pač pozitiven odziv, da se tudi drugi potem v bistvu nam odprejo. Tako da v družbi je veliko lahko v bistvu te podpore, samo upati si moramo tudi odpreti. Svetovna zdravstvena organizacija je konec lanskega leta razglasila osamljenost za globalni javnozdravstveni problem, ki se ga moramo lotiti na vseh ravneh, ne samo na lokalni ravni, ampak tudi na regijski in nacionalni ter v skupnosti. Prav tako je pomembno, da cenimo ranljive skupine, jih postavimo v ospredje in jim damo vlogo. Pomembno je tudi, da se o osamljenosti spregovori. Hvala za vašo pozornost in se gledamo naslednji torek.